tem letu pa pol se je treba boriti za zaupanje pri ljudeh. Brez zaupanja se v politiki ne doseže nič. Ne? In zato jaz mislim, da druge možnosti ni, kot da se ljudem pove tudi resnico in ne, da se to pač poskuša na nek način zakrivati v te formule o reformah, o ne vem čem. Vsej na vse zadnje, jaz nisem seveda noben odvetnik te sedanje vlade, ampak ne, ni naredila tako malo, kot se to dostikrat govori, na različnih področjih, seveda zelo različno, ne. Je pa, se mi zdi, dostikrat kot slon v trgovini z porcelanom, ne, da je dobra stvar, ki jo naredi, potem z drugo podreje. Ni moja stvar, da to ocenjujem, ampak hočem povedati samo to, da ključna zadeva v tem letu in pol se mi zdi, da je potrebno ustvariti pogoje za nek realen, odkrit dialog, ki naj pripelje do zaupanja ljudi v to, kar se kot realna možnost ponuja, tako v tem letu in pol in potem v pač naslednjih 4 letih z novo porazdelitvijo glasov in podpore na volitvah. Veste, brez zaupanja se v politiki ne da doseči nič.